Potem se je pa zgodba začela zelo hitro odvijati. 10.4. je prvo je bilo to, ker jaz nisem dobila dovoljenja po pošti. Sem poklicala na upravno enoto in so mi pač povedali, da je dovoljenje moč dvigati samo osebno. In ker tisti dan niso bile uradne ure, sva se pač s tistim gospodom dogovorila, da pridem naslednji dan v času uradnih ur. No, ampak ob 3 popoldne pa potem že prišel inšpektor, to je bil gospod Kuzma, in mene nas ocenilo in sva se potem po telefonu dogovorila, da mu jaz to dovoljenje pošljem po faksu. Na kar sem jaz takoj še enkrat poklicala na upravno enoto in povedala, da je bil inšpektor tukaj in če lahko vseeno, kljub temu, da niso uradne ure, pridem po to dovoljenje, pa mi je rekel, ja, da ne moram pač, ker niso uradne ure in pa da je zdaj ob 3 popoldne se njemu konča delovni čas. No, kljub temu sem jaz potem v petek zjutraj prišla tja. Dovoljenja mi ni hotel, ni mogel izročiti. Zdaj točno, kaj mi je on povedal, ne bom tukaj navajala, ker nočem tudi pravzaprav tega gospoda kakšno neprijetno situacijo spraviti. Skratka, je pa že, se pravi, da 7. ob 3 je bil inšpektor Kuzma, ob 6. zvečer so pa te stojnice, oziroma po 6. uri so bile pa te stojnice odpeljane. Niti inšpektor Kuzma ni vedel, da so stojnice odpeljane, ker je on meni zagotovil, da on ni izdal nobene izvršbe o tem. No, potem jaz pravzaprav niti nisem vedela, niti kje so stojnice, niti kdo jih je odpeljal. No in seveda po vseh teh telefonskih razgovorih sem prišla do tega, da so stojnice na komunali. Na komunali mi je tudi gospod povedal celo zgodbo, kako se to vse skupaj odvijalo. On je bil tudi že doma, ker so ga pač ob 6. zvečer klicali, da mora nujno spraviti skupaj ekipo, ki bo te stojnice odpeljala. In te stojnice so bile pač odpeljane. Včeraj sem dobila pa pošto, oziroma v torek, se upravičujem, 15. sem dobila pa pošto, kjer nas pa Mestna občina Ljubljana, mestna inšpekcija poziva prvo k temu, da se mi izjasnimo o dejstvih oziroma okoliščinah in hkrati pa tudi že odločbo, s katero nas pozivajo, da moramo te stojnice takoj umakniti, v nasprotnem primeru bo to storila komunala. Zdaj to pošto so oni poslali 14. 10. so oni pa te stojnice odpeljali. Komunala je te stojnice odpeljala, nas pa to pozivajo 14. oziroma 15.4. Je pa tudi ena stvar, en lapsus se tudi z njihove strani, poleg vsega tega seveda tisto odločbo o izvršbi, ko smo dobili, je popolnoma nezakonita. Zdaj tukaj je toliko členov, da vam zdaj tega ne moram navajati, nisem niti pravnik, ampak tisto osnutek pritožbe, ko sem pa dobila, pa čist, mislim, jasno je, da je bilo to vse skupaj opravljeno nezakonito. Poleg tega, da je pravzaprav na naslovnik, mi smo društvo za preučevanje kulturne dediščine, naslov na kuverti je bil pa društvo za preprečevanje kulturne dediščine Ivana Cankarja. Mislim, glede na to bi sicer lahko mirno zavrnila to pošto, ampak jo pač nisem zaradi tega, ker nam je tudi pravzaprav do tega, da mi to čim prej zadevo rešimo tudi po pravni poti. Najbolj žalostno v tej zadevi je pa to, da pravzaprav nam je tukaj gospod župan pokazal, kako bomo pravzaprav lahko delovali tisti, ki se ne strinjamo z njegovimi odločitvami. Se pravi, legalno ne boš mogel več delovati, morali bomo verjetno iti v ilegalo ali pa kršiti zakon. Je pa to dosti žalosten, smo v Ljubljani v letu 2008 in s tem nam je kršena ustavna pravica do svobode govora pravzaprav. Župan pravzaprav lahko tudi to povem,
da očita tej akciji, da to ni akcija iniciative staršev, ampak da je to akcija SDS-a, kar jaz kategorično zanikam. Res je, da SDS podpira to akcijo, kar je že logično iz tega stališča, ker so svetniška skupina SDS v mestnem svetu nasprotovali temu ukrepu podražitvi vrtcev. Ampak pobuda je prišla spontano po tem, ko so starši začeli prejemati višje položnice.